Dajte se posedite, se tu po stoli, kje ne stojijo. Kak punce naprej, da bomo bolj korežni. Duše, prosto, ja. Dobro, najprej se opravičujem za zamudo, moram povedati nekaj, da tudi Apple ni več tisto, kar je bil, nekaj mi je smrzno. Meni kaže tu 18:53 in sem čakal še, da bi teh 7 minut pa ni. Zdaj smo v rahli zamudi. Torej, lep pozdrav vsem skupaj, da ste se zbrali na naši 5. okrogli mizi, tokrat je tema gospodarstvo. Nekateri ste bili tudi na prvih 4, se pravi, pogovarjali smo se o umetnosti, turizmu, potem o starem mestnem jedru. Nazadnje je bila okrogla miza o športu in danes je o gospodarstvu. To je zadnja okrogla miza pred volitvami, pač tista okrogla miza, ki smo jo organizirali v Društvu za Ptuj. Podobno kot na ostalih okroglih mizah, naš cilj na teh okroglih mizah je, da od vas, direktnih uporabnikov, tisti, ki se z gospodarstvom ukvarjate, slišimo, se pravi, kako vi gledate na stanje gospodarstva v Ptujski občini, kaj je Ptujska občina dobrega naredila za vas, kaj mislite, da bi lahko dobrega naredila v bodoče. Zakaj to pomembno, verjetno ni potrebno razlagati, se pravi, Društvo za Ptuj naredilo svojo listo, lista Milana Senčarja za Ptuj, in jaz kandidiram za župana mestne občine Ptuj in seveda moj princip dela je takšen, da najprej moram videti, kaj o problemih menijo uporabniki in potem lahko predlagamo neke rešitve. Danes bo okroglo mizo vodil Vilko Pešec, tako da Vilko, izvoli. Hvala lepa za zaupanje. Torej, kot je že bilo rečeno, namen je, da se malo spoznamo, mogoče s par podatki v začetku, v kakšni situaciji smo oziroma da se postavimo v prostor spodnjega Podravja in pa Slovenije, da se malo primerjamo, kje smo, ali pa kje smo manj zaostali kot drugih, in da seveda poskušamo najti tudi določene ideje, rešitve, usmeritve, kaj bi se pa dalo narediti več, da bi lahko nek tak voz, seveda ob vseh pogojih, ki jih imamo v gospodarstvu v Sloveniji, pa le nekako zagnali. In če gremo po vrsti, lahko rečemo, da je največji faktor razvoja in vsega pravzaprav človek, zaposleni, ljudje, ki razmišljajo, ki ustvarjajo. In če pri tem začnemo, pravzaprav vidimo, da imamo, tako kot tudi v Sloveniji povsod, eno krivuljo rasti staranja v Sloveniji, tako tudi pri nas, in da se starostna struktura, pravzaprav starejše populacije povečuje. V letu 2012 je živelo na Podravju 69, skoraj 70 tisoč ljudi. Če danes to gledamo, je število prebivalcev nekaj nižje, skoraj za 1000, in ti prebivalci štejejo 3,7% populacije Slovenije. To namenoma govorim, da bomo rekli, koliko pa ustvarimo, pa koliko takrat to pomeni, pa tak v tem smislu. In sicer če rečem to za Ptuj, recimo, Ptuj je imel takrat 29 tisoč prebivalcev, se pravi leta 2011, in je na 192. mestu, je pa seveda uvrščen v Sloveniji oziroma v regiji na 3. mestu. Po razvitosti, to je en kriterij razvitosti, 100 je tista povprečna razvitost Slovenije, imamo faktor 98 in smo na 120. mestu. O tem bomo še tako rekli, koliko je recimo osrednja Slovenija po razvitosti presega določene podatke, ki so tukaj nižje. Srečujemo se z negativnim prirastom, se pravi, rojstva padajo in tudi priseljencev imamo manj. In, kar je še hujše, dosti mladih ljudi odhaja.
To ni sicer samo pojav v naši občini, je pa na teh področjih, ki so socialno bolj prizadeta, ta pojav toliko močnejši in toliko bolj eksponiran. In sicer, če gledamo na Ptuju, je povprečna starost bila leta 2007 recimo 41 let, zdaj je že 43 let in število prebivalcev je pravzaprav v tem področju Spodnjega Podravja, če rečemo te naše bivše občine, poleg Gorišnice in Podlehnika, Ptuj ima največji odliv. Na gibanje števila prebivalcev vplivajo tudi ti priseljenci, ali pa tudi iz tujih držav priseljenci ali pa odseljenci, in te migracije pravzaprav niso več pomembne in priseljencev nekako se to gibanje, ali pa bi rekel, to priseljevanje nekako prekini. Delež aktivnega prebivalstva v Spodnjem Podravju je sicer nekoliko višji, in znača povprečju v Sloveniji 68,9, pri nas pa 71,37, to je za Podravje oziroma za Spodnje Podravje. Zelo pomemben podatek, ki je tukaj, je tudi ta, da se nam povečuje število brezposelnih oseb oziroma zaposlovanja. In če vzamem podatke, ki jih imamo na razpolago za območne skupnosti, vidimo lahko, da je v teh 16 občinah Spodnjega Podravja bila registrirana stopnja brezposelnosti 11,3%, kar je malo pod slovenskim povprečjem, visok delež pa beleži prav Ptuj. Je pa res, da je v mesto Ptuj tudi najbolj nekako največji prirast ali pa največjo zaposlovanje, predvsem v samostojnih podjetnikov in tega prav na Ptuju, ker je le center, en regijski center, in so ti podatki mogoče se zato zaradi tega mogoče malo bolj niso tako egzaktni, kot bi pričakovali. Zelo pomembno je to, recimo, da če vzamemo po izobrazbi, da je stopnja brezposelnosti največja prav, bi rekel, pri tistih, ki nimajo izobrazbe, ampak še večji problem je pri tistih nekako srednjem sloju srednje šolske izobrazbe. Imamo tukaj, recimo v 2012 letu, podatki uradni podatki, 324 s 4. stopnjo in 406 z 5. stopnjo, to je srednja šola, to je skoraj 800 ljudi, brezposelnih za srednje šolsko izobrazbo. Imamo pa tudi recimo 8. stopnje, 150, 151 ljudi in še, to so seveda 8. stopnje, so že magisteriji, doktorati in tako dalje, in pa 7. stopnja. In ko vidimo, da tudi taki ljudje nimajo služb, kar jih ne rabimo, potem je to en indikator tudi enega našega potencialnega razvoja, pravzaprav in celega stanja v gospodarstvu. Največ nezaposlenih imamo pa prav med temi ljudmi, ko sem povedal, med tistimi, ki so delovno aktivni. Normalno, da starejši upokojenci niso delovno aktivni več, ampak letniki tam okoli med 25 in 60 leti, ta del prebivalstva pa je pravzaprav, ki je delovno aktivn, pa tudi ustvarjalen najbolj prizadet. Primerjalni podatki brezposelnosti po starostnih skupinah kažejo porast brezposelnosti nad 50 let. To so nezaščitene skupine, ki zelo težko najdejo neko zaposlitev in jih je v odstotku nezaposlenih 32%. To je kar velik. Število brezposelnih je tako v primerjavi z letom 2007 se povečalo v tej skupini za 77%. To pomeni, da so bili razni odpusti, stečaji in tako dalje. Problem je tudi v brezposelnih v številu mladih med 25 in 30 letom
in jih je delež se je povečal tudi na 24%. To je tisto, kar nas najbolj skrbi, mladi, tudi kadri, sposobni kadri, ki odhajajo od bi rekel, zdravnikov, mladih zdravnikov do vseh ostalih, ki bi jih pravzaprav, v katere je družba dost vlagala, financirala, ki so tudi pridno in redno študirali in so tisti, ki so bili pač bolj pridni prej na borzi. To je zdaj bistvena razlika od tistega, kar je bilo včasih. Če dam še en podatek, da recimo v Sloveniji delež mladih med 25 in 30 letom v strukturi brezposelnih pa 14,74. To pomeni, da smo v tej strukturi res pravzaprav zelo slab rezultat za ta demografska gibanja. Prosta delovna mesta, recimo, v letu 2011, po en tak zanimiv podatek, je bilo tam 9200 prostih delovnih mest razpisanih. V letu 2007, oziroma in jih je bilo 300 manj kot prej. Je pa zanimivo, da je edino, kar je bilo prostega, tega je največ bilo v predelovalni industriji, sledilo je področje gradbeništva, pa nekaj gostinstva in se stvari končajo. Tudi to je en dokaz, da so nam kadri, šolani kadri odveč, pravzaprav, ker enostavno za njih ni tukaj dovolj možnosti. Kot vemo, gospodarska struktura na spodnjem Podravju sloni na kmetijstvu, sloni tudi na industriji, predvsem tu mislim na metalurško industrijo, in kmetijstvo mislim na perutnino. In to so pravzaprav dva paradna konja, ki nista, Talum ni sicer na Ptuju, ampak ki pravzaprav vsi odživimo na tem področju od teh fabrik. In ta in pa še tovarna Boxmark, so pravzaprav še edini giganti, ki nekaj zaposlujejo na tem področju. In če bi še ti imeli oziroma prišli v take težave, da bi morali pač potegniti določene poteze glede zaposlovanja, potem bi bila lahko to tudi prava socialna bomba. Zdaj, če govorim o subjektih gospodarskih Podravju, je bilo v letu 2011 4900 poslovnih subjektov in jih je bilo za 11,73% več kot leta 2008. Predvsem gre porast na samozaposlovanje na SP-je in zato imamo tudi, kot boste videli, največ teh mikropodjetij, tam od 0 pa do 8 zaposlenih, da so in ti samostojni podjetniki predstavljajo 48% gospodarskih subjektov. Potem so še poslovni gospodarski subjekti, zadruge in društva. Najbolj se je povečalo med temi število gospodarskih družb in zadrug, in sicer za 20,95 ter število samostojnih podjetnikov, kot sem rekel. Število pravnih oseb je pa javnega značaja pa je ostalo v enakem številu. Se pravi, tu nismo na tem področju kaj dosti naredili. Mislim, na novo ustvarjali neki firm. V strukturi pravim, da imamo pravzaprav med samostojnimi podjetniki 95% takih, ki imajo največ do 9 zaposlenih. Večina, zdaj tega podatka nisem uspel najti, je pa taki, da je ali samostojni podjetnik sam, ali pa sta 2, 3, recimo. Delež majhnih podjetij je 4,7, to je 10,49. Samostojni podjetniki v Spodnjem Podravju, če vzamem v Spodnjem Podravju, je leta 2011 poslovalo 3339 podjetij,
od tega jih je bilo 2320 samostojnih podjetnikov in če dam recimo en podatek, da so ti recimo samostojni podjetniki v Spodnjem Podravju v letu 2011 skupaj zaposlovali 2360 ljudi, kar predstavlja 28,4% zaposlenih pri samostojnih podjetnikih v Podravju. Število samostojnih podjetnikov je na prvem mestu v občini Ptuj, zdaj v tem delu Spodnjega Podravja, kar je normalno, in so tudi zelo, bi rekel, nekako zgoščeni na Ptuju. Z oddaljenostjo od Ptuja se ti procenti nižajo. V letu 2012 so ti v Spodnjem Podravju je 1839 samostojnih podjetnikov ustvarilo približno, ali pa približno točno, 11,6 milijona evrov prometa. To ni taki nepomemben podatek, kar predstavlja 20%, 21% cirka v celotnem Podravju. Negativni izid pa je izkazalo 474 samostojnih podjetnikov z 2,5 milijona negativnega rezultata. Gospodarske družbe so v Spodnjem Podravju v letu 2012 skupaj zaposlovali 10.692 ljudi in to je, kar je v primerjavi z letom 2008 dosti manj. Skratka, zaposlenost pada in tudi pri gospodarskih družbah se seveda vidi maksimalna recesija, kar bo eksaktno tudi sicer v pokazateljih o gospodarskih rezultatih, o pokazateljih o razvoju teh podjetij in pa bruto investicijah. Beležimo pravzaprav velik padec bruto investicij, 47% investicij v gospodarstvo v času od leta 2008 do zdaj, do 2011, in to znižanje pravzaprav kaže na en zaostanek, ali pa bi rekel eno veliko bremzo v razvoju tega in tudi eno slabo luč za perspektivo razvoja, ne samo novih delovnih mest, tudi glede inovacij, novih produktov, novih delovnih mest in pa seveda tudi osvajanja novih trgov. Nizke investicije so dejstvo za nizko gospodarsko rast in za perspektivo tudi mladih, ki odhajajo. Tako da so te zadeve pravzaprav med sabo zelo povezane in se vrtimo v enem krogu. Če govorim še mogoče par podatkov, samo čisto kratko, o povprečnih mesečnih osebnih dohodkih, vidimo, da Podravje zaostaja za Slovenijo, da Spodnje Podravje še bolj zaostaja za Slovenijo in da dosegamo pravzaprav 82% slovenskega povprečja v osebnih dohodkih v Spodnjem Podravju ali pa 90% v Podravju celem. In da so ti osebni, če rečem za primerjavo, da osrednja Slovenija presega ta procent za 25%, pravi, da gre za kar velike razlike in tudi seveda za motivacijo. Čisto na kratko še bom povedal, paradni konji, kot so prej povedal, sta po številu zaposlenih, je tu največji proizvajalec pri nas, je pravzaprav v tem okolju, v našem, mislim, med 10 največjimi je Boxmark in potem je tudi Perutnina in pa Talum. Če pogledam po čistih prihodkih, je Talum na 3. mestu med 10, Perutnina na 5. mestu. Če pogledamo po številu zaposlenih, je Boxmark
Pri Talom je sicer malo družbe manjše, pa je malo ta podatek izkrivljen. Po čistem prihodku je Talom na drugem mestu, Boxmark na 4. mestu, se pa pri dobičku seveda to spremeni, ne, in edino tisti, ki od teh ostal med prvimi 10, je pravzaprav Boxmark, ne, ki ima kar pozitiven rezultat, neki razvoj. Ne. Zdaj, če samo sumiram in da bi tudi v tej smeri mogoče tekla naša razprava, jaz bom samo dal, kaj so ključni, po moje ključni problemi Spodnjega Podravja. V bistvu vsi ti negativni ali pa manjši procenti, kot sem jih zdaj omenil, ne, predvsem pa to, da manjka inovativnih podjetij, manjka novih podjetij, manjka pogojev za to, da bi se tudi nova podjetja ustvarjala, predvsem, da bi ustvarjali mladi, da so povprečne plače toliko nižje tudi v tem področju, kar tudi daje en taki slab signal, da je šibka ekonomska moč gospodarstva in da so tudi tukaj, če gremo po podatkih, lahko jih bom bolj v razpravi dal, jaz sem s tem več moril s tem, taki, da vidimo, kje evidentno zaostajamo od vlaganj v razvoj, v raziskovalno dejavnost, kje smo na Ptuju, recimo, pa v tem ožjem delu Spodnjega Podravja, v tem področju pač z nižjimi deleži, glede na sorazmerni delež. Je pa po razvitosti regija Podravja na 8. mestu od 12. Da so še regije, ki se nekako še obadajo z večjimi problemi. Prej sem že omenil bruto investicije, da ne temu preveč govoril. Potem strategija izvoza. Mi imamo izvoznike, vendar kljub povečanemu izvozu se nam dogaja, da prihodki oziroma rezultat iz izvoza, pa ne sorazmerno raste s povečanim izvozom, in da je bruto domači izdelki oziroma dejavnost zaposlenih mala, da imamo malo inovativnih podjetij, malo novih izdelkov, vlaganje pa imamo tam nekje okoli 1% družbenega proizvoda. Inovativnost je res en potencial, ki ga moramo gojiti, kjer bomo mogli več narediti, to je po mojem razmišljanju bistvene korake naprej, če rečemo, da smo pod povprečjem in da imamo faktor razvitosti 0,46 od 1, tako kot sem prej govoril, na tem možnem področju, je seveda zelo pomembno, da bomo poskušali najti v prihodnje nove priložnosti, tudi verjetno z novim svežim kapitalom od zunaj ali z partnerstvi, javno-privatnimi partnerstvi in tako dalje, da bi lahko to pospešili. Predvsem pa nam manjka poslovna konkurenčnost gospodarskih služb in pa spodbujanje naložb v podjetju. To je en ključni faktor in pa neposredna tuja vlaganja. Predvsem tu mislim tudi na borbo za evropska sredstva, za kredite in tako dalje. Torej, htio sem dati eno istočnico, da se malo v prostor postavimo. Ne govorim o kritiki, zdaj govorim o dejstvih, v kakem položaju smo, kje smo v prostoru, da se objektivno postavimo v ta prostor in poskušamo tudi iz take objektivne osnove razmišljati, kaj, kako naprej in kje imamo možnosti, na kaj se naj fokusiramo, kaj bi bili naši ciljni projekti oziroma kje so tisti paradni konji, ki bi lahko tudi ostale potegnili za sabo in kje bi lahko dali mladim možnost za nove zaposlitve.